Robert Golob se je po praznikih lotil najbolj titanskega podviga v svojem mandatu doslej in ne gre za preganjanje janšistov iz raznih ustanov, ne gre za vesoljski program, ne gre za prenovo šolstva, ne za višanje davkov in ne za zdravstveno reformo. Predsednik vlade se je namreč zamislil krčenje števila ministrov, sedanjih 20 na 12, mogoče celo na 7. Zamisel je bila kar nevarna. Golob s tem ni razjezil političnih nasprotnikov, ampak prijatelje iz koalicije. Kot veste, je človeku najtežje, ko ostane brez prijateljev. Zato so se v sredo dobili na koalicijskem vrhu, oziroma kot temu pravijo poznavalci trenutne politične klime, koalicijskem dnu. In kaj so se kaj zmenili? Najprej nismo govorili o konkretnih resorjih. Kar se pa tiče sistema vodenja. Ja, v sistemu vodenja je zelo jasno pravilo, koliko je še uspešno velika ekipa, ki se jo da normalno voditi. Politika je nekoliko drugačna od ostalih ekip, jaz to sprejemam. Se pravi, Golobu je nekdo po letu in pol dopovedal, da vlada ni firma in ne moreš kar tako odpuščati ministrov, sploh če niso iz tvoje stranke. Čeprav, ko gledam premiera, vedno bolj verjamem tistim, ki so mu rekli sončni kralj. Očitno res hoče zmanjšati ministre na enega, ampak to očitno ne bo šlo, ker vlada ni firma, čeprav se zadnje leto obnaša kot najhujši spevec. Med tistimi, ki med krompirjevimi počitnicami niso šli nikamor na dopust, je bil očitno tudi Matej Tonin. Predsedniku Nove Slovenije je bilo tako dolg cajt, da se je odločil napisati pismo članom stranke. In kakšne misli je Tonin delil z javnostjo? Obstaja zakulisno sodelovanje med največjo koalicijsko stranko Gibanje Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba in največjo opozicijsko stranko SDS pod vodstvom Janeza Janše. Tako je prepričan predsednik druge opozicijske stranke NSI Matej Tonin. To je po izjemno burnem političnem tednu Tonin zapisal v pismu članstvu stranke. Vprašanje, a je zadet? Ne dela nič tako. Sodelovanje SDS in Svobode, to je bil fantazijski spis. A ni tako, da Golob še v sanjah preganja janšiste, Janše pa mu v vsaki priložnosti meče polena pod noge. Čeprav se spomnite tistega plakata iz prejšnje oddaje. Golob sprašuje, še kdo pleše, plakate pa je dal natisniti Janša. To je en tak primer sodelovanja, en je plačal fotografa, drug pa tiskarja, pa oba imate reklamo. Kakšno sodelovanje konkretno pa je odkril Tonin? Ob vsem tem pa je Tonin prepričan, da odnosi med Janezom Janšo in premierjem Robertom Golobom niso takšni, kot se zdi. Kot pravi, naj bi se Janša in Golob v zakulisju dogovarjala o razrešitvi Urške Klakočar Zupančič. A da sta hotla Golob in Janša skupaj razrešiti Klakočar Zupančič, ampak zakaj? Ona pa je toliko fajn, kaj bi lahko imel kdo proti njej? Kaj bo pa počela, če ne bo več predsednica parlamenta? Ima še kakšen talent? Po vsem svetu zaplovi do vseh slovenskih tlačenih domov. Pač ne zameriti, iskali smo razlog, da spet zavrtimo ta video. In ga bomo še 100-krat. Tudi, ko ne bo več predsednica parlamenta. To bo naša nova špica, obljubim. Evo zdaj. Love with my love. Zdaj tako, a ima ta Janša pa Golob enostavno tako občutljiva ušesa? Ali ima ta kaj proti šimpanzom, kdo bi vedel? V glavnem, zaenkrat ima ni uspelo in mi zdaj nestrpno čakamo nov glasbeni video predsednice Državnega zbora. Jaz pobiram, da bo to stave, da bo to I will survive. Kdo da več? Ima kdo kakšno drugo idejo? Sicer pa pisma politikov, kot je Toninovo, niso novost. Pred 3 leti je Janez Janša objavil zelo znano basen o žabah, kuhanih v mlačni vodi. To sploh ni hec, by the way. V daljšem zapisu se je prvak SDS posvetil napotkom za pripravo žabih krakov in not je pisal, če žabo vržeš v vrelo vodo, bo skočila ven, če vržeš pa v mlačno, počasi se grevaš, pa bo ostala v kotlu do britkega konca. Prav ta poudarek je bil konca. Je pa tudi nekaj javnosti manj znanih pisem. Recimo Marjan Šarec, stari znanec, ko je bil predsednik vlade, je na člane LMŠ, a se spomnite LMŠ, to je bila prava stranka. Svet, statut, pisarno, vse so imeli. V glavnem, na nje je naslovil esej Položaj Slovenk v 21. stoletju.
Njem se je kritično ozoril na nekatere svoje starejše tekste, kot je Baba je žaba, žaba pa šlovkni. Res, to ni hec. Prav tako so le redki prebrali pismo Mira Cerarja z naslovom Jaz ne jamram, oziroma Jaz ne jamram. Tako je bil original. Jaz ne jamram. V njem je obujal spomine na mladost, ko kljub vztrajnim treningom ni uspel postati neuspešen košarkar, nepriljubljen harmonikar, nezvezdniški rock kitarist. Pa je pač obupal in šel študirati pravo. Nikoli pa mu ni bilo jasno, kako je postal predsednik vlade. Pa nam tudi ne. V Novi Sloveniji niso samo poznavalci zakulisnih političnih dogovorov, ampak tudi IT tehnologije. Zato so se strokovno lotili 13.000 prenosnih računalnikov, ki jih je kupilo Ministrstvo za digitalizacijo Emilije Stojmenove Duhove. In kaj so odkrili? Računalniški strokovnjaki so za portal preiskovalno.si povedali, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo z razpisom naročilo 13.000 večinoma povprečnih oziroma slabših in cenovno bolj ugodnih prenosnih računalnikov in neprimernih za neko resno delo. Se pravi, klump smo kupili z drugimi besedami, ampak glede na to, da so menda namenjeni predvsem vrtcem in šolam, to mogoče ni problem. Ali bi radi v Novi Sloveniji na teh računalnikih GTA igrali? Pa računalniki mogoče res niso dosti močni. In kako odgovarja ministrstvo? Gre za računalnike, ki so primerljivi z računalniki, ki jih kupujemo za zaposlene v državni upravi. Seveda ne gre za špice računalnikov, ampak gre za računalnike, ki so za osnovne potrebe, za brskanje po spletu, obdelavo besedil, urejanje fotografij, elektronska pošta, videokonference, več kot zadosti močni. Kaj sem rekel, za otroke bojo dobri? A da je on zadet. Mene bolj skrbi podatek, da ima take računalnike, ki niso za resno delo, javna uprava, se pravi, ne morejo za res delati. Ne samo zato, ker je november, ampak zato, ker imajo računalnike take, da delajo samo najbolj nujne vsebine. Pa nič drugega. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.